Tržnik in prodajnik v podjetju. Sta nasprotnika ali najboljša prijatelja? Kaj pravite? Če hoče podjetje zase dobro, morata biti prijatelja. Na vsak način. Marketing, prodaja, to je nekaj, kar mora biti z roko v roki. Tu predvsem govorim iz perspektive malih in srednjih podjetij ali pa iz lastnih izkušenj. Noben ego ni zaželjen, ker vemo, da se potencira tam, kjer ni znanja. Torej, če je znanje na obeh straneh in spoštovanje do drugega dela, potem tukaj vidim, da je win-win situacija. Govorili smo o tem, ali je investiranje v marketing strošek ali investicija. Kaj vi pravite? Poglejte, jaz mislim, da je investicija. Lahko povem, da napačno oglaševanje, skoncentrirano na določen segment storitev, proizvodov, lahko vzbudi pri strankah napačno razumevanje delovanja podjetja. To konkretno se je nam zgodilo. Zato smo pred letom dobrim začeli z neko celostno prenovo, dajmo reči skoraj kulture podjetja, kjer želimo komunicirati, da opravljamo storitev na 300 skoraj meroslovnih postopkih, ne zgolj na enem, kot je glasil naš slogan Dobra vaga v nebesa pomaga. Ampak danes pa rečemo, mi merimo, vi rastete in na ta način želimo sporočiti, kaj pravzaprav delamo. Kako pomembno za podjetje je, da definira svoje strateške trge? Na kakšen način to lahko stori in ali se je potrebno strategije vedno držati? Ja, poglejte, najprej strategija je potrebna, ki seveda sledi iz poslanstva in pa vizije in zelo dobro je postaviti ciljne trge. Iz naših primerov lahko svojih primerov povem, da vstop na trg pomeni lokalizacijo programske opreme, poznavanje standardov na tej lokaciji in zaradi tega ad hoc vstop na določeno področje, določeno državo ni mogoč, vendar za neko pripravo pa seveda.